Še pomniš? Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Ker gospod Cerar ni imel besed, da bi nam odgovoril na naravnost zastavljeno vprašanje v državnem zboru, ga tukaj in zdaj javno sprašujemo. V kolikšni meri so skrivna pogajanja o mednarodnih trgovinskih sporazumih z imeni TTIP, CETA in TISA v skladu z našim ustavnim redom? Kako se sklada z vašo vestjo, da Slovenija sodeluje v pogajanjih, v katerih nima nobenih možnosti za vpliv na vsebino in o njej ne ve skoraj ničesar? Uradni predstavnik Republike Slovenije Marjan Hribar, ki zastopa Slovenijo v teh pogajanjih, je sam javno priznal, da prebira vsebine, na katere se ne spozna, komisija pa mu ne dovoli, da bi vključil poznavalce. Dajo mu na tisoče strani tehničnih dokumentacij z področja, o katerih ne ve ničesar, in na voljo samo nekaj ur, da jih prebere. Dokumentov ne sme kopirati, tako je, to je sramota. Dokumentov ne sme kopirati, čeprav je to edina priložnost za strokovne odzive na te vsebine. Kako zmorete dopustiti, da bo Republika Slovenija postala suženj mednarodnih zavez, o katerih se ne sme opredeliti in o njih sploh ne bo glasovala v parlamentu? Boste še naprej podpirali pohlevno držo Republike Slovenije v Evropski uniji? Zakaj na to ne opozorite državljanov? Zakaj komisiji ne poveste, da na to ne pristajate? So vsebini pogajanj državljani Slovenije, o njej ne vemo ničesar, čeprav gre za naše osnovne življenjske pogoje. Kako delujete za blaginjo Slovenije, če na vsebino pogajanj ne moremo vplivati in če neznani drugi o vsem odločajo mimo državljanov Slovenije in mimo od njih izvoljenih predstavnikov? Predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, kot najvišjega predstavnika slovenske države sprašujem, v kolikšni meri je seznanjen s tajnimi pogajanji, ki neposredno zadevajo blaginjo Slovenije. Vkolikor je seznanjen, ga pozivamo, da svoja vedenja deli s sodržavljani. In vkolikor ni seznanjen, zahtevamo, da v okviru svojih pristojnosti doseže, da bomo izvedeli o njih in da bo to vedenje delil z nami. Ker so bili ministrski kandidati v državnem zboru gluhi za vsa vprašanja, ki zadevajo tajne trgovinske sporazume, jim tukaj in zdaj kot ministrom ta vprašanja še enkrat javno zastavljamo. Skupaj z mediji pričakujemo enoznačne odgovore, ki ne bodo dopuščali dvomov o koristnosti teh pogajanj za Slovenijo in njene prebivalce. Javna vprašanja ministru za kmetijstvo magistru Dejanu Židanu. Ali je kmetijsko ministrstvo seznanjeno z vsebinami naštetih pogajanj? Kako bodo nekaj 10.000 tonske količine uvožene govedine vplivale na položaj slovenske nosilne živinorejske panoge govedoreje? Ali bo Slovenija morala dopustiti še več GSO-jev, poleg že 52, ki so že v uporabi? In ne nazadnje, ali bomo sprejeli vse strupe za domnevno varstvo rastlin, zaradi katerih v ZDA že zdaj umirajo čebele? Ministrico za okolje in prostor, Ireno Majcen, javno sprašujem, kako bo ukrepala, da bodo iz sporazumov izginile določbe, ki omogočajo lastninjenje vodnih virov, kar je Evropska ljudska iniciativa enkrat že preprečila, zdaj pa se ta možnost spet vrača skozi določbe naštetih sporazumov. Sprašujemo ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča, v kolikšni meri posegajo našteti sporazumi v naš pravni red in suverenost države?
Kaj pomeni posebna oblika arbitraže o urejanju sporov med investitorji in državo, ki naj bi bila neodvisna od nacionalnega sodstva in ki bo odločala o sporih glede morebitnih kršitev teh pogodb? Ali bodo mednarodne korporacije lahko tožile Slovenijo za milijonske potencialne izgube dobičkov, tako kot trenutno v ZDA Monsanto sodno preganja pretežno poljedelsko zvezno državo Vermont, ki omejuje rabo gensko spremenjenih organizmov? Ali bo zakonodajna veja oblasti sploh še imela kaj pristojnosti na številnih področjih vsakdanjega življenja, ki jih urejajo ti sporazumi? Kako ti sporazumi posegajo v sistem javnega naročanja? Bodo domači izvajalci sploh imeli kakšne možnosti v spopadu z multinacionalkami, ki si bodo za tako majhno tržišče lahko privoščili dampiške cene do uničenja domače ponudbe, potem pa nas bodo privili monopolistične cene, kot dokazujejo primeri privatizacije vodnih virov tudi po Evropi. Sprašujemo ministrice za delo, družino, za zdravje, za šolstvo, za gospodarstvo, kako razumejo naštete sporazume, ki urejajo socialna zavarovanja, delavske pravice, izvajanja javne službe v izobraževanju in v zdravstvu. Bodo našteta ministrstva sploh še potrebna in v kolikšnem obsegu? Ali bo vse namesto njih urejal mednarodni kapital? Ali oni sploh vedo, kaj se dogaja?